Lepo pozdravljeni. S postopnim rahljanjem ukrepov povezanih z epidemijo novega koronavirusa so maja svoja vrata odprli tudi muzeji in galerije. Preverili smo, kako delo v novih razmerah poteka v kostanjeviški galeriji Božidar Jakac. Takoj po uradnem obvestilu o ponovni možnosti odprtja knjižnic, galerij in muzejev in kratki koordinaciji s Skupnostjo muzejev Slovenije so galerijo Božidar Jakac odprli s 5. majem. Lamutov likovni salon pa so odprli šele v ponedeljek 18. maja na dan muzejev. Nekaj razstav smo imeli še postavljenih, ker jih je pač ta pandemija nekako v razstavišče ujela. Ni bilo časa in ni bilo možnosti pravzaprav vračila umetnin. Razstava v cerkvi prav tako še stoji, saj umetnik prihaja iz Hrvaške. Trenutno pa se že dogovarjajo za nove transporte. Tukaj imamo nekaj težav, kajti naslednja razstava v Lapidariju je avtor, ki prihaja iz Milana, torej iz področja, ki je bilo mogoče med najbolj ogroženimi v Evropi. Mislim, da bomo uspeli tudi iz Milana pravzaprav narediti transport že prav v začetku junija, tako zdaj potekajo pogovori. Razstava, ki pa sledi v cerkvi, pa bo razstava avtorja iz Banja Luke. Tudi tukaj je zdaj seveda še nekaj teh tehničnih težav pri samem transportu, komunikaciji z avtorji, pisci besedil in tako naprej, ampak nekako uspevamo te zadeve prebroditi. Delovanje galerije je trenutno nekoliko prilagojeno danim razmeram. Kljub velikosti naše galerije ne moremo delati z obiskovalci tako, kot smo bili to vajeni prej. Mesec maj je mesec skupin bil vedno, šolske skupine so ponavadi ta mesec bukirale tako, da smo jih komaj pravzaprav spravili noter v vse te termine. To sedaj umanjka, to je seveda tudi velik finančni udarec za institucijo. Prav tako se pozna, da ni tujih obiskovalcev. Za primerjavo vam lahko povem, da je zdaj prvi vikend, ko je bila galerija odprta, bilo prodanih 12 vstopnic. Istočasno lani, v tem prvem vikendu, jih je bilo prodanih pa 110. Od tega je bilo 9 tujcev, pa 79 je bilo skupine, v soboto pa nedeljo. Tako da je razlika precejšnja. Pri obiskovalcih opažajo nekoliko zadrege, kako postopati, saj skladno s pravili tudi v muzejih veljajo zaščitni ukrepi. Mislim, da se to pri nas dokaj hitro razgubi, kajti res smo veliki, naša prodajalna vstopnica nahaja zunaj na prostem, tako da ni tega občutka zaprtega prostora in pa vseh teh pravil, ki jih pa seveda se obiskovalci potem v interakciji z drugimi v galeriji morajo držati, kar se tiče nošenja mask, razkuževanja rok in vsega tega, kar je pravzaprav zdaj v vsakem javnem prostoru prisotno. V Lamutovem likovnem salonu galerije Božidar Jakac so maja odprli razstavo grafik novomeške umetnice Tine Mohorovič. Z naslovom Prestopanja, kot je Mohorovičeva naslovila razstavo, je poimenovala tudi svoj najnovejši cikel grafik, ki je nastal v začetku letošnjega leta. Te označujejo neposreden prestop oziroma nadaljevanje njenega grafičnega cikla z naslovom Anonimi iz leta 2018. Za izdelavo obeh ciklov je umetnica uporabila enake grafične plošče, le da jih je v najnovejšem ciklu izdelala v tehniki visoke jedkanice. Torej, v najnovejšem ciklu je izolirala samo posamične motive, na katere je želela obrniti pozornost gledalca, podobno kot so recimo osvetljeni prizori na gledališkem odru, na katerem se odvija zgodba. Povezava z gledališčem in filmom ni naključje, saj umetnica deluje kot scenografinja v obeh medijih. Izkušnja prostora, njegovo oblikovanje in gibanje znotraj njega je zato ena od osrednjih tem njenega ustvarjanja. Vizualna inspiracija za umetničine grafike je zgodnje avtobiografsko delo Carla Gustava Junga, v katerem je slavni psiholog in filozof zapisal svoje samospoznavne fantazije, in to sicer v knjigi z naslovom Rdeča knjiga. No, podobno je tudi umetnica prepustila svoji intuiciji, da jo je vodila in da je zapisala v likovni govorici na grafične plošče in na papir svoje fantazijske svetove. Najgloblje do sedaj je umetnica segla svojo zadnjo serijo risb, združenih v cikel z naslovom Kostenje. Te risbe predstavljajo motive, ki izgledajo kot nekakšni pogledi pod kožo, kot rentgenske slike imaginarnih kosti, prepletov mišičevja in sklepov, znotraj katerih se rojevajo novi fantazijski svetovi.
Magičnost in nadrealizem v motivih spremljata umetnico že od samih začetkov njene ustvarjalne poti. Za njene grafike in risbe so značilne precizne, tanke poteze, ki gradijo fluidne, odprte motive. V danem trenutku, torej v svetu in v situaciji, v kateri smo, ko smo v bistvu bombardirani s pretežno negativnimi informacijami, so te grafike Tine Mohorovič nekakšna zatočišča za razmislek, za poglabljanje vase, v globine našega jaza. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Velenje, je v Lamutovem likovnem salonu na ogled do 21. junija. Nadaljujemo v Krški dvorani v parku, kjer je bila na ogled slikarska razstava Janeza Klavžarja z naslovom Barve skozi čas. Z razstavo Barve skozi čas njen avtor Janez Klavžar predstavlja izbor del, ki so nastala v zadnjem desetletju. Moj osnovni namen je bil, da poleg tega, da so bile te slike večinoma narejene za razpisane razstave, kot so v Piranu, ta mednarodni ekstempore Piranski, Mariboru, Ptuju in pa preko javnega sklada, kjer so tudi vsako dvoletni razpisi na določene teme in so potem te slike nastale za te razstave v teh 10 letih in kot sem rekel že na začetku, je bil ta osnovni namen, da te slike predstavim tudi, bi rekel, domači publiki tukaj v Krškem, v Brežicah, prijateljem, znancem in da se to neko obdobje 10-letno zaključi s tem. Razstava predstavlja avtorjeva razmišljanja o postavljenih temah, kar pa vedno nadgradi z lastnim dojemanjem sveta. Poleg kompozicije in poteze se njegova pripoved z barvami vplete tudi v aktualne dogodke, odnos do okolja, zdravja in begunsko krizo. Je posebno zanimiva ta zgodba tega, bi rekel, gospoda, na narekovajih. Ta slika bila narejena, mislim, da pred 10 leti in je bila takrat razpisana tema zdravo življenje. Jaz sem to sliko slučajno našel v enem časopisu, kjer je bil ta gospod slikan in se tako ironično spopadal s to temo, tisto zdravo življenje. No in potem se je pa to zgodila ta migrantska problematika leta 2015-2016 in mislim, da je bila ta slika posneta nekje v Bangladešu in kot sem rekel že na sami otvoritvi, lahko da je bil že v tem migrantskem valu ta naš gospod s cigareto in že tu nekje med nami. Klavžar se je z ljubitelji likovne umetnosti družil v več društvih, sedaj pa je član kulturno-umetniškega društva Liber iz Krškega. Tu so na ogled postavljena Janezova dela, ki so skozi oči strokovnjakov, se pravi skozi strokovne žirije, tako državne, ne samo lokalne državne, pa tudi mednarodne, dobila takšna ali drugačna priznanja in nagrade. Torej, tu so uspehi Janezovi zadnjih 10 let. Razstavljene so vse slike tehnike akril na platno, mislim, da tudi neke mešane tehnike s kolažem na akrilu, z akrilom. Drugače pa tako za sprostitev delam tudi v akvarelu, z oljem pa zdaj zadnjih nekaj let že ne več. Kot dodaja Pirčeva, v društvu podpirajo uspešne ustvarjalce, zato dajejo poudarek izobraževanju oziroma izpopolnjevanju znanja. In posebej je zgodba, ki jo nekako začenjamo z lanskim letom, nekako na novo postavlja to društvo, kulturno-umetniško društvo Liber, je ponuditi mladim možnost ustvarjalnih prilik, se pravi priložnost ustvarjalnega zanosa z mentorji, z akademskim znanjem, se pravi v vseh teh sekcijah, ki jih pač ponujamo. V kulturno-umetniškem društvu Liber, ki šteje 17 članov, so v zadnjem obdobju veseli predvsem povečanega zanimanja mladih, še dodaja Pirčeva. Razstava Barve skozi čas je bila sicer v dvorani v parku, na ogled še pred izbruhom epidemije. 1. maj ni le praznik dela. 1. maj je tudi dan, na katerega skoraj vse slovenske godbe igrajo budnico. Prvomajska budnica je tradicija pihalnega orkestra Krško. Tradicija, ki so jo letos zaradi ukrepov in navodil na državni ravni žal prekinili.
A to orkestra vseeno ni ustavilo, zato so pripravili virtualno budnico. Letošnja prvomajska budnica je v občini Krško potekala drugače, kot smo bili vajeni doslej. Tradicijo ste letos zaradi znanih razlogov morali prekiniti. Kljub temu ste godbeniki pripravili virtualno budnico. Tako je. V bistvu je nastala ta ideja en teden nazaj. Namreč zdaj je to obdobje, ko se povezujemo z ljudmi preko Skypa, preko Zooma. In tako smo dobili tudi to idejo, da se povežemo godbeniki med sabo in probamo obiskati ljudi ravno na ta način. Hvala Bogu smo se obrnili na pravo osebo in je ta ideja hitro obrodila sadove. Nataša Šerbec, predsednica krajevne skupnosti mesta Krško, je takoj pristopila k tej ideji in nam pomagala v povezavi z mediji, se povezati z mediji. Tako da smo v tem preteklem tednu smo v bistvu delali praktično samo še na tem. Izbrskali smo razne slike oziroma fotografije in pa videe iz preteklih let. Hvala Bogu, imamo pač zelo bogat arhiv v našem orkestru. Tako da smo pobrskali vse, kar se je kadarkoli dogajalo v okviru budnice in smo videli, da lahko izvedemo kaj takega. Potem smo mogli še se pozanimati, kdo od godbenikov je pripravljen, da se ga vidi tudi takole prek televizije. In smo v bistvu, posneli smo potem, smo se povezali preko Zooma. Kontaktirali smo tudi ljudi naokrog, kamor ponavadi tudi zahajamo vsako leto. V Leskovcu pri Krškem smo se povezali z gospodom Edom Komočarjem, podžupanjo Nušo Somrak, potem z Janezom Kerinom, predsednikom Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. Kot vsako leto smo šli tudi do župana, se povezali z družino Sotošek, s katerimi konstantno sodelujemo. Letos smo naredili tudi eno izjemo, namreč po tam nekje 30 letih po moje, pa 40 že, smo se zopet povezali s pihalnim orkestrom Senovo in na tem smo zelo navdušeni, da lahko izvedemo to budnico, to virtualno budnico z njimi. Tako da se nam je pridružila tudi Maša Žveglič, dirigentka pihalnega orkestra DKD Svoboda Senovo. Pridružil se nam je tudi evropski poslanec Franc Bogovič, ki je doma iz Koprivnice, tako da smo vedeli, zakaj smo njega povabili, da mu pač tako kot njemu in vsem Senovčanom zaigra pihalni orkester, domači pihalni orkester. Potem pa seveda smo še se povezali z krajani Leskovca to sem že povedala, Dolenje vasi, gore, zdolj, z vsakim smo majčkeno pokramljali, malo obujali spomine in vsakmu smo seveda potem tudi na koncu zaigrali. Tako da nekako tako je vse skupaj potekalo in zelo sem vesela, da nam je pač to uspelo v tako kratkem času. Bilo je kar v bistvu veliko povezovanja, veliko dela, ampak nam je ratalo. Virtualno ste se sprehodili po krških ulicah in obujali spomine z občani. Tako. Začeli smo, tako kot vsako leto, smo začeli na Resi in smo tudi prikazali, kako je takrat ob 3:30 zjutraj, ko mi hodimo. Ponavadi nas ljudje spremljajo tako skozi okno, tokrat smo jih pa popeljali prav noter v orkester. Tako da upam, da bo zdaj to neka nova priložnost, da vidijo, kako se mi takrat počutimo, ko hodimo. Kako je bilo sicer z organizacijo tega projekta? Tu so vam pomagali tudi iz krajevne skupnosti mesta Krško. Tako. V petek, prejšnji petek, to pomeni samo en teden nazaj, smo poklicali Natašo Šerbec in se mi na kratko obrazložila, Nataša, jaz bi pa rada, da tole izvedemo. Vse sem ji povedala, povezali bi se prek Zooma in potem bi predvajali posnetke. Kaj praviš? In je bila ful navdušena, je rekla, vse, kar rabiš, sam povej, bomo to naredili.
In res v eni uri je kontaktirala vse vas medije in smo videli, da je pač zelo močna podpora bila. Tako da res brez nje sigurno ne bi pač uspeli narediti te budnice v takem obsegu, kakor smo jo. Kako pa sicer občani dojemajo in sprejemajo prvomajsko budnico? Tako bom rekla, pač v Krškem smo res zelo zgodnji, tako da le redko kdo si upa, da bi prišel recimo ob 4 ali pa ob 5 zjutraj na ulico pa nas pozdravil, nas pa spremljajo skozi okna, velikokrat recimo v Starem Krškem predvsem, kjer so pač hiše majčkeno bližje, vidimo razne občane, kako nam mahajo ali ploskajo. Čeprav nas pa že takoj zgodaj jutri nas pozdravijo že na Papirniški ulici, tam imamo tudi ponovadi že ob 4 zjutraj imamo prvo kavo. Goran Šalamon nas vedno lepo postreže. Potem pa šele v Leskovcu pri Krškem, ko gremo k gospodu Komočarju, tam se majčkeno pokrepčamo tudi s kakšnim kratkim. Tako da ja, ob 6 smo pa že prvi papu. Potem, ko pa hodimo v bistvu v razne kraje, na Zdolah ali na gori, tam se pa že zbere malo več ljudi, ker tam smo pa že potem po 6 uri in nas vedno zelo lepo sprejmejo, kamorkoli pridemo, vedno lepo jemo, pijemo, tako da ja, luštno je vedno. In koliko vaših članov je letos sodelovalo pri pripravi tega projekta? Tako prav, da smo se združili v klepet, ni nas moglo biti tudi kaj preveč veliko, zaradi tega, ker je pač le, da se nas majčkeno vidi. Mislim, da na koncu nas je bilo tam nekje 15 godbenikov, ki smo sodelovali pri tem, tako da ja, manj kot ponavadi na budnici, ampak... No, to je zagotovo bila neka nova izkušnja, česa podobnega v svoji dolgoletni zgodovini najbrž niste doživeli, pa je bila budnica kdaj odpovedana? Mislim, da je bilo eno leto prekinjeno. Jaz se točno ne spomnim tega, ker mene še ni bilo takrat. Mislim, da je bilo v menjavi, ko smo se osamosvojili. Mislim, da je bilo nekaj takega, da je pač ena budnica odpadla. Ne, drugače pa vse od začetka obstoja orkestra, vsako leto hodimo in igramo. Letos nam je pa pač to zagodlo. Drugo leto se pa spet vrnemo. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste mesečni pregled kulture. Hvala za pozornost in nasvidenje.